Polžev vsadek je revolucionaren medicinsko-tehnični pripomoček, ki gluhi osebi omogoči slišati oziroma ji povrne sluh. V Sloveniji je bil prvi vsajen leta 1996 v UKC Ljubljana. Od leta 2007 operacije polževega vsadka izvajajo tudi v UKC Maribor. Do danes je bilo implantiranih že preko 220 oseb. Na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana so organizirali srečanje strokovnjakov, kirurgov, surdopedagogov in proizvajalca polževih vsadkov, uporabnikov in potencialnih kandidatov za operacijo polževega vsadka. Prvo leto smo vgradili 2 implanta, in sicer enega odraslemu in enega 3 leta in pol staremu otroku. Drugo leto 4 implante, tretje leto 6 in nato se je število implantirancev večalo. Tako da lahko rečem, da smo do konca leta 2011 implantirali 215 gluhih oseb. Od tega lahko rečem, da je večina otrok, nekje 78% otrok. Spet mislim, da zdajle smo jih operirali še 8 in sicer od tega 2 bilateralno, obojestransko. Tako da to število je kar za majhno Slovenijo, kar lahko rečem primerljivo z ostalim razvitim svetom. I think the main benefit of a cochlear implant is to be fully integrated in the hearing society. A young child who gets implanted very early will have the possibility to go to kindergarten, to attend school, normal school, mainstream school, and then in the future to be in the working field environment. For society, it's important for a government to have obviously these people integrated in the society to work. Potem pa si bil prvi nased, to tretji nased na Zavod za gluhe. Potem pa sem se preselil v osnovno šolo, Novo. Še enkrat si bil tretji nased, zato da sem se navadil, tisti, ki še vsi, da sem se navadil. Potem pa sem se to končal osnovno šolo, potem pa zdaj hodim v gimnazijo Jožeta Plečnika. Ko sem bil Zavod za gluhe, sem se najprej učil tisto srednjo, potem sem se učil jezik. In potem pa sem se rajši pogovoril z jezikom, pa sem rajši čim prej pozabil predno. No, res je, da pri od rojstva gluhemu otroku je potrebno čim prej vgraditi kohlearni implant. Nekje optimalna starost je nekje 2 leti ali pa celo morda nekaj mesecev manj. Delali so študije, primerjali otroke, ki so bili od rojstva gluhi in bili implantirani pred 2. letom starosti in tisti, ki so bili po 2. letu starosti. In je bil uspeh implantacije pri tistih pred 2. letom starosti implantacije veliko boljši od druge skupine. Seveda je pomemben čas, kot sem rekel, od okvare sluha pri že slišečih, tako otrocih ali pa odraslih osebah. Ta čas od nastanka gluhosti in implantacije ne bi bil čim krajši. Nejc je prvi vsadek dobil pri 10 mesecih in pol, na drugo uho pa pri 3 letih in 3 mesecih. Ima 2 implanta, lahko rečem, da je več kot 90% boljši. Skoraj ni več tega mami, kaj si rekla. Mogoče, kadar se pojavi nova beseda, ki jo ne razume, da mu je v bistvu to treba razložiti.
Strokovnjaki si delijo mnenje, da je kirurški del, ne glede na možne zaplete, in teh je zelo malo, pravzaprav enostavnejši del. Na to delo pričnejo surdopedagogi z učenjem govora in poslušanja, saj nekdo, ki je od rojstva gluh, ne zna poslušati. Well, we try to give the right information and the right expectations of every patient, of every candidate, because we know getting an implant itself is just part of it to get hearing back. I mean, getting implant is the easy part, but then it needs to be a rehabilitation, commitment of the parents, and then the child can hear again. First of all, we provide a lot of literature, so brochures for, as I showed, for young babies, basically for the parents then, for teenagers and for adults. It's different material produced with speech therapists. We also have speech therapists working at Cochlear, so we continuously develop that material. Then we provide training for the parents. That means these speech therapists travel with me, for example, to Europe, and we do workshops with the parents. So we give them kind of guidelines which they can use at home, because obviously they go to therapy, but that's only part of it. The main work is done at home with the parents. Seveda, ki je nova beseda, ga vidim, kako obrne pogled v usta. Ne? In potem recimo trikrat ponovi in ima v memoriji noter. Potem je za zmeraj to zapisano, kako se izgovori in tako je. Naslednja stvar, ki jo opažam, da je boljša, je recimo pri gledanju televizije, poslušanje radija ali CD-ja, se pravi pesmic ali pravljic na CD-ju. Prvo, kar je, poslušamo bolj tiho, kot tudi sam želi. Drugo pa je, da on dobro razume, s tem, kot bolj razume, bolj sodeluje in ga bolj zanima. Tako da jaz ga tudi vidim med drugimi otroci. Včasih se je malo zgubil, pa je kar malo taval, zdaj pa on v skupini, ker vidim, da razume. Kvaliteta življenja ali pa sploh razvoj življenja je, na primer, z kohlearnimi implanti, če se zavedamo, da iz gluhega otroka naredimo slišečega in govorečega človeka, ki bi sicer bil obsojen na gluhonemost za celo življenje, in vemo, da taki ljudje bistveno težje pridejo do izobrazbe, se izobražujejo in skratka vedno ostanejo v večini primerov nekje na nivoju osnovnošolcev, srednješolcev in tako naprej, in da jih je z univerzitetno izobrazbo bistveno manj kot v povprečju normalno slišečih, ne, in da je potem tudi za zdravstveno, socialno skrbo potrebno relativno dosti denarja, potem se lahko zavedamo, da vložek 20 000 evrov, enkratni vložek 20 000 evrov res ne more predstavljati velikega stroška. Zdravstvena zavarovalnica v Sloveniji po potrebi krije obojestranski polžev vsadek, tako pri odraslih kot otrocih, in stroške celotne rehabilitacije. Kandidati oziroma njihovi starši sami izberejo proizvajalca. Cochlear ali Medel, pri čemer so po zagotovilih dr. Grossa vsadki enake kakovosti. Zdaj, ko je on dejansko čez vse te rehabilitacijske postopke, se mu dejansko sploh ne pozna, da je gluh in se normalno pogovarja. On pravi, mami, jaz, ki nimam aparat, ko sem gluh, ko imam pa aparat, ki pa nisem gluh. A ja, pa če sem še kaj pohval, sem tudi gluh, drugače pa nisem pa dobro slišal.